Iskrena dobrodošlica na tem dogodku, ki ni posebno običajen, tudi za nas je pravzaprav oranje ledine. ACTank se je tudi v sodelovanju z Katedralo demokracije odločil, da se tokrat vključi razmeroma zgodaj pred uradnim začetkom kampanje za to, kako bomo Slovenci izbirali kandidate oziroma poslance za Evropski parlament v naslednjem obdobju. In glede to, da imamo nekaj let izkušenj in tradicije z tem, kar ACTank želi, to je pa dialog med različno mislečimi na en kulturni način, da dvignemo konec koncev tudi to politično kulturo, ki nam je vsem potrebna, ne samo v Sloveniji, če gledamo tudi v najstarejših demokracijah. V zadnjem času, žal, se nam je zdelo, da je to mogoče ena dobra prilika, da povabimo ljudi, ki dobro mislijo, ki želijo podobno na en dogodek, kjer bi se predstavili kandidati za poslanke in poslance v Evropskem parlamentu v obdobju, ki prihaja. Morda se boste spomnili vsaj nekateri, da je ACTank, ko smo začeli v začetku leta 2015, uvedel nekaj, kar ni bilo posebno dobro poznano v Sloveniji, to je ta Chatham House pravilo, kjer je pravzaprav bilo možno tudi predstavnikom medijev biti prisoten, ampak ne citirati, kdo je kaj rekel, ampak kaj je bilo rečeno. Tokrat seveda, glede na to, da se predstavlja 8 posameznic in posameznikov, bo to pravilo treba pravzaprav umakniti, izjemoma, in seveda bomo z zanimanjem poslušali, kaj bo kdo od vas povedal kot kandidatke, kot kandidati, in predpostavljam, da tisti mediji, ki so prisotni, bodo seveda temu primerno tudi korektno in objektivno poročali. Dogodek naj bi trajal od do 5:15, v diskusiji 8 ljudi bo čas verjetno omejen, moramo biti zelo disciplinirani, tudi jaz želim čim hitreje končati tale svoj uvodni nagovor. Program pa seveda tako, da bi mogoče najprej povabil Boštjana Gorjupa kot predsednika Gospodarske zbornice, ki nam je prijazno, zahvaljujoč tudi Sonji Šmuc, ki je direktorica zbornice, ponudila tole dvorano, da nam par stvari pove, mogoče z vidika gospodarstva, konec koncev sta gospodarstvo in politika in družbeno življenje še kako tesno so povezani in bo seveda zanimanjem bomo poslušali Boštjana. Potem bi prosil profesor Jambreka, da mogoče nagovori tudi to družbo, ker smo zdaj drugič skupaj, na nek način smo bili povabljeni prijazno na njihovo srečanje pred kakšnimi 3 tedni, in profesor Ernest Petrič, ki bo dal seveda tudi podobno kot profesor Jambrek pogled mogoče na Evropo ali pa iz Evrope na Slovenijo, skratka, da se boste lahko oba profesorja dopolnjevala. Potem bi pa povabil moderatorja dr. Jordanovo in Janeza Pergarja, da skupaj z kandidati za poslance, poslanke seveda zasedejo tale podij za mano. Tako da bomo potem stekli tisto, kar je osnovna tema oziroma ideja tega srečanja, da se pogovarjamo in poslušamo poslance. Tako da še enkrat dobrodošli. Boštjan, izvoli. Ja, spoštovani kandidati za Evropski parlament, dobrodošli v hiši gospodarstva, seveda cenjeni gosti tudi in novinarji. Z Markotom smo se zmenili na prejšnji teden, da lahko nekje povem čim več o strategiji gospodarstva, predtem, da greste na pot proti Bruslu. Jaz sem pripravil za približno pol ure, zdaj mi je rekel 5 minut imaš, tako da če bom jaz zdaj zvozil približno 15 minutah, jaz mislim, da smo kar lahko vsi zadovoljni. Evo, velja. Smo v hiši gospodarstva, kajti tukaj domuje gospodarstvo panog te države, ki pokriva približno 70 milijard prometa, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, na Celovški cesti imamo še Obrtno zbornico Slovenije, ki pokriva približno ostalih 20%, 10% gospodarstva, pa ni nikamor včlanjeno, ker imamo en tak zakon, da ni potrebno biti
član stanovske organizacije. To vsekakor pomeni, da ste na ta pravem naslovu, pred tem, da greste, da slišite gospodarstvo. Sam sem neprofesionalen na tej funkciji, drugače sem 20 let zaposlen v koncernu Bosch, od tega približno 13 let kot direktor firme tukaj v Sloveniji, ki ima 1500 zaposlenih, 9. največja izvozna industrijska družba te države. Bil sem pa tudi 3-krat v tujini, kjer sem recimo vodil finance za celo Evropo na sedežu v Münchnu. In to funkcijo upravljam od leta 2017. Predtem, da vam na kratek način obrazložim strategijo gospodarstva, ki smo ga postavili na vrhu gospodarstva novembra 2017 do leta 2025, pa bi vam rad povedal 2 anekdoti iz mojega življenja, da boste strategijo lažje razumeli. Ko sem vstopil na funkcijo direktorja podjetja tukaj v Sloveniji, je bila pri nam povprečna bruto plača v tovarni 1100 evrov. Imeli smo 500 ljudi zaposlenih, obiskal me predsednik uprave celotnega koncerna in smo šla od hotela Union do Tromostovja, pa rekel, Boštjan, vi ste pa razvita država. Ko sem rekel, vsem spoštovanjem, gospod predsednik uprave, 1100 evrov bruto povprečne plače v državi, pa tudi v moji firmi, mi nekako ne navdihuje, da bi se strinjal za to oceno. Rekel, Boštjan, jaz nisem inženir, kar pomeni, jaz gledam mogoče na stvari nekoliko drugače. Je bil politolog na čelu industrijskega koncerna in je rekel, jaz pogledam hiše, naštudiram Wikipedijo, genetiko Slovenije smo naštudirali že prej tem, da smo v zadnjih letih dali 200 milijonov v Slovenijo. Vi ste razvita država. In to se bo tudi zelo malo odrazilo v vaših plačah, preko slej boste prišli na naš nemški nivo. Sem rekel, v redu, samo jaz zdaj delam palične mešalnike pa neke enostavne gospodinjske aparate, ki jih konkurenca proizvaja v okoljih, kjer je povprečna bruto plača nekje 600 evrov, kar pomeni, da ko bomo mi razviti, mi ne bomo imeli BSA, ker bo šel v tisto okolje. Je rekel, vse veš, kaj je alternativa? Sem rekel, ja vem, samo alternativa pomeni, da mi date vi 200 milijonov evrov, da jaz začnem razvijati zahtevne gospodinjske aparate, ki bojo prenesli plačo 2000 evrov. Je rekel, dobiš. In tako smo od leta 2006 v mojem podjetju dobili 200 milijonov evrov za razvoj kavnih espresso avtomatov, ki v trgovini stanejo od 500 do 5000 evrov in imamo poprečno bruto plačo 2000 evrov. Dvignali smo dodano vrednosti 40 000 evrov na zaposlenega, na realnih 80 000 evrov na zaposlenega. In za tega lahko imamo te bruto plače. No in me obišče zdaj, tisti je šel pol penzion predsednik uprave, me obišče zdaj novi, pred 2 letoma, ko sem se vrnil iz Nemčije, z iste funkcije, ki sem prej omenil, in rekel, Boštjan, hvala, lepa si upravil tisto nalogo, ki smo ti jo zaupali leta 2006. Sem rekel, kam pa gremo zdaj naprej, je rekel 3000 evrov. Bruto plača bo v Nazarju zelo malo, kar pomeni, uspelo ti je narediti ta skok dodane vrednosti na 80, zdaj je treba pa izdelke razširiti, da bo dodana vrednost še večja, kar meni še več zahtevnih izdelkov in to je tvoja naslednja naloga. Sem rekel, ja, ampak jaz pa študiram še tudi kot Slovenc, ne samo kot direktor Boša, sem rekel, ti mi nekako nočijo slediti, ko so levo pa desno od mene. Oni bi kar radi bili na tem nivoju, določeni lastniki so zadovoljni s te pozicijo, ki jo imamo danes. Je pa rekel, pol pa je dobro, da moč greš kakšno organizacijo pa postavi strategijo države do leta 2025 in to sem naredil. Postavili smo strategijo za Slovenijo, ki govori, da gremo iz sedanjih, danes je 40 000 evrov dodane vrednosti za zaposlenega v gospodarstvu, da gremo na 60 000 evrov do leta 2025. Da si bomo s tem imeli tudi izvoza malo več, kot imamo danes in da bomo imeli poprečno bruto plačo letno 25 000 evrov. Zakaj je pa to pomembno? To pomembno iz enega in edinega razloga. Če tega ne naredimo, nam bodo mladi šli na sever. Mi imamo srečo, da imamo bogatega, razvitega soseda na severu, kajti če ga ne bi imeli, se tudi ne bi imeli motivacija za razvoj. In nočem, da mi ponovimo to napako, ki so jo naredili naši južni sosedje, ki so rekli, da je strategija turizem pa kmetijstvo, pa pozabi na industrijo. Vse veste, o kateri sosedih govorim.
problem turizma in kmetijstva je, da ti ne omogoča dodane vrednosti in donosnosti in brez industrije ne moreš imeti povprečne plače take, kot jo želijo mladi imeti in zatega so mladi našo južno sosedo zapustili. Eksodus 500 milijona mladih ljudi v parih letih. Brez ljudi pa lahko ti čaraš si neki razvoj pa dodana vrednost, brez ljudi je ne boš naredil. Dodano vrednost ustvarja kapital pa ljudje. Politika pa ustvarja določene pogoje. In mi sedaj imamo strategijo do leta 2025, ki je zelo zahtevna, dvigniti dodano vrednost in 44 tisoč evrov na 60 tisoč evrov ne bo mačji kašelj. Kako bomo to zapeljali? Samo da bomo zniževali davke, mislim, da to ni edina rešitev. Kar pomeni domača naloga najprej v podjetjih, da smo ambiciozni, da hočemo dvigniti dodano vrednost in da vsi se zavedamo, če ne bomo dvignili, bomo brez mladih ljudi. To bomo seveda dosegli na tak način, da se bomo bolj povezovali. Imamo strategijo pametne specializacije na evropskem nivoju in implementirali smo jo tudi v naši državi. Zaradi tega imamo oblikovanih 9 strateških partnerstev, 9 sripov. Teh 9 sripov, eni se imenuje pametna hiša, drugi se imenuje pametna avto, tretji pametna tovarna, četrti gospodarstvo, peti, da ne naštejamo za vseh, poznate jih. V teh 9 sripih se našo heterogeno gospodarstvo združuje kapacitete na proizvodni strani, kapacitete na razvojni strani in se hoče povezovati z raziskovalno sfero. Med drugim, ko me je obiskal ta drugi obisk, da se zdaj vrnem na anekdoto nazaj, je rekel, jaz sem pa zdaj prvi v Sloveniji, mi ti malo poveš o gospodarstvu Slovenije. Sem rekel, da te bom bolj začutil, predtem, da ti dam naslednjih 200 milijonov. Sem rekel, kaj daleč gremo nazaj. Če gremo 5000 let nazaj, bomo našli eno kolo, kar pomeni tiste ljudje, ko so tule bili, so nagruntali, da je treba v kolo dati os, pa se hitreje premikaš. Ampak ne bomo zdaj take zgodovine ponavljali, hotel smo samo plastično povedati, da se na tem prostoru vedno pametni ljudje so rojevali. Sem rekel, da če pa pogledamo zadnjih 400 let, je pa stvar taka, da smo imeli srečo, da imamo rudnike železove rude, ki so povzročili, da smo zgradili železarne in z železarnami smo osvojili zahtevne proizvodne procese. In to ti pride preko 300 let počasi v kri in če ti zraven raste les, narediš še pržak pa papirnic, pol pa se rečeš, ko se vsi industrializirajo pa dobivajo železniške proge, kar smo tudi mi dobili, da še narediš nekaj na predelovalne industrije in kar smo v zadnjih 100 letih tudi naredili. Imamo eno izmed najbolj heterogenih gospodarstv v Evropi, kar pomeni, še vedno imamo 3 železarne, 6 papirnic, imamo ogromno predelovalne industrije, ena izmed najbolj zahtevnih, kajti delujemo v avtomobilski branži, ki je kakovostno, časovno ena izmed najbolj zahtevnih branž, kljub temu, da zdaj ne delamo samo končne izdelke, ampak smo na dobri poti, še posebej moramo biti pa ponosni, sem rekel, na par zadev. Ena izmed zadev je ta, da sorazmerno malimi sredstvi to delamo. Sem rekel, mi nimamo kapitala, mi smo, naši podjetniki so šele leta 1991 imeli per evro svojo hišo, garažo, pa so iz tega nekaj naredili. Na te smo najbolj ponosni, družinski podjetniki. Na nek način smo naredili tudi prehod iz socialističnega gospodarstva, da imamo še vseeno dosta velikih podjetij, sicer niso vse v domači slovenske lasti, ampak so tukaj. Bosch, Henkel, Renault, to so firme renomirane, ki so tukaj, ki delajo tudi končne izdelke od avtomobila, hiše in tako naprej. Na to smo lahko ponosni. Z malimi sredstvi naredili smo prehod, razširili smo to bazo iz obrtništva, da so danes mnogi obrtniki tudi podjetniki in ponosni smo še na nekaj. Sem rekel, to, kar je mene bolelo, ko sem delal v Münchnu, pa ste mi vsi govorili, da je to najlepše mesto, ampak ko živiš tam, pa ko je 70% prebivalstva v najetih hišah, pa se nikoli ne more kupiti svoje hiše, je bilo za mene lepo mesto, kajti jaz sem imel vse plačano, tudi mednarodno šolo za otroke, ampak za tistih 70% ljudi, pa za mojega soseda, ko je sem enkrat razjokal, da ima 3 hčerke, pa bo mogel zdaj hišo prodati, pa one nikoli več ne bojo lastnice, bojo večno najemnice. Sem pa rekel, pa moč ni bilo najlepše mesto. Sem rekel, to pa mi imamo. Mi imamo 90% populacije, ki ne plačuje najemnine, ker živi v neki obliki lastniškega stanovanja in to spoštujemo.
ker je to neke vrste tudi ekonomska suverenost gospodinstva, ne, in je to treba obdržati naprej in imamo prednost mogoče pred kom na Zahodu, ki gre prevelik ekstremizem ali pa elitizem. Ne, kajti Münchno, ko sem govoril z predstavnikom elite, pa sem mu rekel 10 000 evrov na kvadratni meter, se pa meni zdi kot direktorju malo veliko, ker moj sodelavc, ko sem mu plačo podpisal, ne, v Münchnu pa zaslužil 120 000 evrov bruto, si ne more več kupiti normalne hiše, ne, tako ima družino. Je rekel, Boštjan, mi se ne sekiramo v Londonu, 15 000 evrov imamo še placa, ne, druga cena. Ne. Sem rekel, dragi kolega, ko boste pa vi dvignali na 15 000 evrov, boste sicer vi še večji lastniki, boste imeli mesto 10 hiš 20, ampak ven z hiš se ne boste upali. Ne. In varnost je v Sloveniji ena velika prednost, ki se je sploh ne zavedamo, dokler ne gremo malo ven. Da res lahko tule spustimo otroka na igrišče, pa da na igrišču več otrok kot staršev, Münchno pa ravno obratno, ne, je ena naša velika konkurenčna prednost in te stvari moramo znati razlagati tudi svojim otrokom, da bojo videli celotno sliko, da ne bojo gledali samo bruto plače nekje v tem obdobju, dokler jih mi ne zrihtamo na ustrezni nivo. Ne. In to je naloga vseh nas. Ne. Na tak način smo vam zdaj, upam, da nekako razložil, zakaj imamo strategijo do leta 2025, zakaj je tudi zahtevna, zakaj je potrebno, da jo zdaj izpeljamo in zakaj bomo zelo kmalu resnično živeli v eni izmed najlepših držav, tudi po standardu, ne samo po ostalih zadevah, ki sem jim zdaj omenil. Zdaj pa, če se vrnem malo nekoliko na Evropo, pa na vlogo poslanca, kot ga mi vidimo v gospodarski zbornici, treba vedeti, ne, Evropa, eni pravijo, to je star kontinent, ne. Med najboljšimi koncerni na svetu je zelo malo evropskih, kar pomeni, nekako nas drugi uspejo prihitevati, so bolj v teh trendih, ki so danes svetu uspešni kot evropsko gospodarstvo in ta zaostanek, ki ga mi imamo na račun uspešne kolonizacije pa akumulacije bogatstva v zadnjih 200 let, ta zaostanek se zmanjšuje. Nas prehitevajo azijska gospodarstva, nas prehiteva tudi ameriško gospodarstvo in kaj si mi želimo od vas oziroma od Bruslja je ta, da se Bruselj zaveda, kako pomembno je, da smo Evropejci povezani med sabo, da si delimo svoje znanje, da se še bolj spoštujemo, kakor se spoštujemo, da moramo najti vedno rešitve. Situacija, kot imamo sedaj z Brexitom, nam sveda ni ponos. To pomeni, da se eden z referendumom odloči, da gre ven, ker laže ljudem, da plačuje 3% GDP-ja v Bruselj, dejanski procent je pa 0,8, pa se šele zdaj zaveda, kako neumno so naredili, da so dali tako odločitev na referendum, ne. Vsekako ni dobra ne za Veliko Britanijo, ne pa tudi za Evropsko unijo. In na vam polagamo, dajte iskati rešitve, kako bo se našla neki pogodbena varianta, da bo Velika Britanija vseeno v tem našem ekonomskem, človeškem prostoru ostala. Druga stvar je seveda jugovzhodna Evropa, kjer smo mi bili kot država zelo prisotni, pa smo prisotni še danes z posli, naložbami in to so vse države, ki niso članice Evropske unije, kjer je varnost naših naložb dosti manjša in kjer je na drugi strani naša odgovornost, da pomagamo Severni Makedoniji, Srbiji, Črni Gori, tudi Kosovo in Bosni in Hercegovini, da se pospešeno približajo Evropske uniji. Kajti na tak način ne samo, da bo naša podjetja, naše naložbe bolj varne, gre predvsem za izmenjavo znanj, gre predvsem za to, da je to na nek način tudi naša mogoče zgodovinska, ne samo priložnost, ampak odgovornost, da pomagamo tem državam, da pridejo na evropsko pot. Meni se zdi pravzaprav smešno, da imamo v Evropi Romunijo, Bolgarijo, nimamo pa Srbije, Severne Makedonije ali pa Črne Gore ali pa tudi Bosne in Hercegovine in Kosova. Sami seveda tega ne boste mogli doseči, prihajamo iz male države, kar pomeni, za takšne ideje se treba povezovati z primernimi partnerji iz drugih držav. Ni nujno, da to samo Nemčija, kot smo ponavadi navajeni, da se priklopimo na tisti vlak, treba moč najti države, kot je Češka, kot je Slovaška, kot je Poljska. Moč bojo tiste nekoliko lažje tudi razumele potrebe ene slovanske države, da še tudi kakšna slovanska država pride v Evropsko unijo. Gre predvsem tudi za interes Evropske unije, da bo s tem povezana geografsko, transportno, ekonomsko do Turčije, ki bo vedno neki partner Evropske unije.
S tem, ko pridejo te države v Evropsko unijo, bomo tudi mi imeli določene konkurenčne prednosti, ki jih imamo za tega, kajti Turčija proizvaja za Evropo mnogo stvari. Ne rabimo iti proizvajati vse na Kitajsko, vsi vemo, da je tudi Kitajska vsako leto dražja. Mi imamo že v tem bližnjem prostoru Evropske unije mnogo držav, ki lahko proizvajajo po ugodni ceni tudi za Evropo. V tej luči vam želim najprej uspešne volitve in kasneje seveda tudi tvornega sodelovanja, da se bomo videvali ne samo pred volitvami, ampak mogoče nekem rednem tempu, enkrat na leto. Plac je vedno na voljo, gospod Marko, tako da z velikim veseljem vas bomo gostili, da si izmenjamo mnenje. Lahko povabite sam seveda tudi mnogo katere partnerje, s katerimi boste gradili, bom rekel, partnerske odnose v Evropske uniji. Slovenija ima kaj za pokazati, ta I feel love, ki ga nosimo v znački, pomeni malo več, kot pa samo besedo ljubezen, ampak pomeni tudi nek vzorec življenja in to lahko jo Bruslu tudi pokažemo, pa mnogo kateremu drugemu, ki je severno, vzhodno ali pa zahodno od nas. Hvala lepa. Dobar dan, pozdravljeni. Zahvaljujem se kolegu gospodu Volču za to povabilo, da smemo še povedati iz prijateljskega združenja nekaj besed. Predstavil me je kot profesorja, tudi kolego Petriča, vendar obljubljam, da ne bom 45 minut dolg, ker smo mi običajno si vzamemo časa, da govorimo na pamet. Zato v izogib temu sem si napisal svoj govor. Včeraj sem razmišljal, kaj bom povedal, pa sem se ustrašil, da bom predolg, če bom na pamet govoril. Tako da sem si napisal in je v resnici tistih 5 minut, kolikor mi je dodeljeno mojega razmišljanja. Zdaj, Evropska unija pa kot njena mednarodna in ustavno-pravna najbolje organizirana skupnost postajata vedno bolj zavezujoči del slovenske politične kulture. In to v obeh pogledih, kot kriza in kot perspektiva. Pred evropskimi parlamentarnimi volitvami se torej vrstijo odmevne razprave, tudi v Sloveniji, ki dokazujejo, da postaja Evropska unija v dobrem in v slabem, tudi slovenska vrhovna domovina znotraj planetarnega sestava današnjih velesil Rusije, Kitajske, Indije, Amerike in številnih satelitov, ki se obračajo pod okrilje zdaj ene, zdaj druge velesile. Slovenci smo od nekdaj čutili istočasno dve pripadnosti, narodu in nekemu višjemu gospostvu, Avstro-Ogrskemu cesarstvu ali temu ali onemu jugoslovanskemu monarhu, po novem pa Evropski uniji, uniji evropskih nacij. Vsi ti naši zgodovinski spomini niso pozabljeni, ampak se nalagajo drug na drugega in skupaj tvorijo aktualno slovensko večplastno narodno istovetnost. Člani Katedrale Svobode smo torej, ponavljam, hvaležni za povabilo k sodelovanju pri današnjem pogovoru, ki pomeni nadaljevanje neke skupne evropske debate, ki smo ga tako kot današnjega organizirali skupaj par tednov nazaj. Zdi se mi, da sta obe civilni združenji izobraženih ljudi, ki jim ni vseeno, zavezani istemu liberalnemu, ne pa tudi neoliberalnemu izročilu, ki je tako močno poganjalo slovensko osvobodilno gibanje v zgodovinskem času nastajanja ustavne demokracije naše današnje suverene republike. Za to debato na sedežu Gospodarske zbornice, ki je pristojna za varovanje svobodne podjetniške pobude, je nadvse pomembna tudi debata o Evropski uniji, o tej skupnosti, ki zagotavlja svobodni pretok oseb, blaga, kapitala in storitev. Govorimo
o celovitem slovenskem in evropskem varstvu pravic tržnega ustavnega prava, ki ne priznava nacionalnih meja znotraj Evropske unije. Zdaj, migracije znotraj kontinenta in med kontinenti so nujne iz človekoljubnih, zaposlitvenih in pokojninskih razlogov in tudi, ker so potrebne za delovanje evropskih socialno-tržnih gospodarstv. Vendar, samo v primeru so nujne, če so zunanje meje Evropske unije pravno urejene in po možnosti načrtovane in nadzorovane glede na pretok ljudi, kapitala in drugih dobrin. Torej, gre za ali. Če niso varovane zunanje meje EU, se zaprejo notranje nacionalne meje držav članic in obratno. To vemo in to vidimo. Zato se je ljubljanska pobuda že pred 4 leti zavzela za to, da varovanje zunanjih meja notranjega območja svobode in varnosti Unije postane nova izključna pristojnost Unije. Območja zunanjih zadev, varnosti in obrambe pa naj spremembe ustanovne pogodbe dvignejo na raven skupnih pristojnosti Unije in držav članic. Vemo, da sta približno o tem že nedavno govorila tudi predsednik Macron in predsednica Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK. Mogoče oba manj natančno kot ljubljanska pobuda, ki obsega skoraj 100 strani angleškega ustavnopravnega teksta. Oba omenjena sta se tudi že izrekla za spremembe ustanovnih pogodb po parlamentarnih volitvah Evropske unije. Zdi se, če iščemo soglasja, ki so realna za neko novo, recimo, renesanso Evropske unije, kot bi Francozi rekli, nekoliko prepotentno ali pa tudi napačno. Zdi se, da obstaja neko tiho soglasje na vrhu Unije tudi o tem, da naj vrednota socialne solidarnosti ostaja varovana predvsem na nacionalnih ravneh. Ali pa obstaja evropski demos, ki bi lahko na ravni Unije na demokratični način presegel konfederalno načelo koncerta nacij znotraj Unije. Jaz osebno mislim, da ta demos obstaja, še zlasti po odhodu Združenega kraljestva, ki bo odšlo kot nacija, ne pa tudi kot odprt gospodarski sistem. UK bo ostalo v EU tam in tako, kjer že sedaj obstajata Švica in Norveška. Formalno izven EU, v resnici pa s tisočerimi nitmi vpeto v pogodbeno omrežje evropskega tržnega, korporacijskega in finančnega sistema. Pač pa se bo kontinent brez Združenega kraljestva kot demos lažje organiziral v skupnost z nekaterimi klasičnimi atributi državnosti. Tisti, ki od blizu poznajo in cenijo ameriško demokracijo, vedo, o čem govorim. Skupna država, naša Unija, naj zagotovi predvsem območje notranje, zunanje in pravne varnosti, za skoraj vse ostalo pa naj poskrbijo države članice, svobodno gospodarstvo in svobodna civilna družba. Tudi o tem je že precej povedanega v 255 členih ljubljanske pobude za novo ustavno pogodbo EU. Za konec še par besed o veliki evropski debati, ki se odvija v tem predvolilnem času med različnimi možganskimi trusti v Evropski uniji, med političnimi vrhovi in, kot omenjeno, tudi v Sloveniji. Ta debata se odvija v tem predvolilnem času in se bo, upajmo, ali pa vsaj osebno upam, iztekla v novo vseevropsko soglasje po konstituiranju parlamenta
mogoče celo v soglasje o par ključnih dopolnilih temeljnih pogodb. Dobro bi bilo namreč upoštevati, da živi na srednjevzhodnem in južnem robu EU okoli 100 od skupaj 440 milijonov državljanov EU, seveda brez državljanov Združenega kraljestva. Severno-germanskega območja je za nekaj manj kot 150 milijonov, južno-romanskega za več kot 180 milijonov. Celo nemško-francoska os ima skupaj le okoli tretjino prebivalstva Unije. Konsens bo zato, po mojem, mogoče doseči le v strpnem dialogu med približno 8, ena gor ali dol, geopolitičnimi in zgodovinsko-kulturnimi regijami Unije, pa tudi med 2 osrednjima političnima skupinama, med socialnimi in ljudskimi demokrati. Vsaka od teh 2 bo morala iskati delujoče kompromise v svojem bodisi levo-socialističnem, bodisi desno-nacionalnem zaledju. Hočem reči, da vsi ti veliki igralci bi si morali že sedaj, še bolj pa po volitvah, priznati nek minimum vzajemnega spoštovanja in strpnosti v skupnem iskanju velikega kompromisa, ki naj pripelje Unijo na višjo in močnejšo raven, ne pa nujno tudi na globljo in tesnejšo raven njenega ustroja. In to v dobro državljanov Unije, pa tudi v dobro vse naše svetotvorne celine. Toliko za enkrat. Spoštovane gospe, gospodje, seveda mi je v čast, da lahko govorim pred tem auditorijem in to storim z veseljem. Skušal se bom približati našemu skupnemu cilju 5 minut. In tudi sam, tisti, ki me poznate, veste, da ponavadi govorim prosto. Tokrat sem si pa tudi jaz nekaj napisal, da bi se s tem malce omejil. Bom konkuriral Petru Jambreku, mislim, da ga bom premagal, vsaj kar se tiče dolžine. Naj pa rečem uvodoma, da se mi zdi ta pogovor današnji zelo pomemben. Ne zaradi tega, kar bomo povedali teh nas par govorcev na začetku, ampak kar nam bodo povedali kandidati, ugledni, gospe in gospodje, kandidati za evropske poslance. Mi v Aktenku smo se, zdi se mi vsaj tako, odločili za to, ker mislimo, da so te volitve izjemno pomembne. Da je treba na nek način sprožiti široko debato in nam in meni osebno, saj za sebe to s sigurnostjo trdim, ni tako važno, katera stranka bo zmagala na teh volitvah. Na vse zadnje je manj pomembno celo, a bo zmagal Janez ali Milica, ampak zelo pomembno je, da bi Slovenija dobila ustrezno, sposobno, aktivno, močno zastopstvo v Evropskem parlamentu. To je naš cilj. Zato Aktenk začenja to današnjo debato, po mojem mnenju na zelo posrečen način. Kandidati tako rekoč vseh strank ste tukaj, boste nekaj povedali. S tem, se mi zdi, pomagamo slovenskim volivcem, da razumejo, kako pomemben čas je to in da se spoznavajo za tistimi, ki naj bi zagovarjali naše interese v širši evropski skupnosti. Zdaj, čisto ekspresno. Vsi vemo, svet se je spremenil in se spreminja. Spreminja se položaj Evrope in položaj Slovenije v svetu in v Evropi. Spreminja se. Vendarle, nek temeljni skupni nacionalni interes za vse države, tudi za Slovenijo in za vse države v Evropi ostaja. Kako zagotoviti blagostanje in varnost svojim ljudem, svojim državljanom, svoji državi. To je tisto bistveno, kar moramo vse skozi imeti pred očmi. In drugo,
Pomembno se mi zdi, da poudarim tole. Prvič v zgodovini zadnjih 20-30 let Slovenci sami odločamo o svoji usodi. Sami počenjamo doma v Sloveniji eno in drugo, ne bom komentiral, veliko dobrega, marsikaj tudi manj dobrega, ampak več kot to, sedaj odločamo zadnjih nekaj 10 let tudi o usodi Evrope. Odločamo o Evropi, soodločamo o Evropi kot celoti. To bo tudi naloga naših poslancev v Evropskem parlamentu. To je treba imeti pred očmi. Ne gre samo za to, kdo bo izvoljen, gre za to, da bomo s tem uporabili možnost, da odločamo o svoji usodi sami, kar nam je dano, pa da odločamo tudi o Evropi. Seveda naj rečem, da seveda položaj v svetu danes ni več tak, kot je bil. To sem že rekel. Tudi 30-letja po koncu hladne vojne položaj v Evropi in tudi v širem svetu ni nestabilen, ni brez izzivov, ni brez nejasnosti, ni brez tveganj. Res je, nikoli v zgodovini človeštva, pa na globalni ravni in zlasti v Evropi, tudi ni bilo toliko napredka in ustvarjalnosti, blagostanja, svobode, spoštovanja človekovih pravic in tudi teženj in upravičenih zahtev in marsikje tudi uspešnih po socialni pravičnosti. To je na nek način slika tega sveta. Pozitivna so pa tudi izzivi. Nastajajoči mednarodni red bo in je postaja vse bolj večpolen, multipolaren. Nič novega s tem nisem povedal, samo dejstvo sem ugotovil. Evropa pa bo, če bo le eden od polov tega sveta, bo le eno od središč napredka, ustvarjalnosti, gospodarske in politične moči. To je izziv. Zagotovljeno, kar samo po sebi to ni. Velika nesorazmerja v svetu in v bogatstvu, velika nesorazmerja v razvoju in v bogatstvu v svetu še vedno bremenijo svet in ga še bodo. Tudi množične migracije so ena od posledic nesorazmerij v razvoju in bodo zanesljivo bodoče dejstvo tako za svet, kot še posebej za Evropo, bodo dejstvo, s katerim se bo treba soočati kreativno in tudi humano. Tehnološki napredek človeštva je silovit, obetaven, a tudi ne brez izzivov. Danes smo v delu videli čudovito sliko črne luknje. Drvimo naprej za znanjem. V nedavni preteklosti je Evropa, ali če hočete, tako imenovani zahodni svet, bil tako rekoč brez tekmeca v ustvarjanju dobrin, preprosto rečeno, Evropa je bila brez resnega tekmeca v ustvarjalnosti, produktivnosti, konkurenčnosti. Danes je to videti bolj kot preteklost, kot pa sedanjost in zanesljivo, nič sigurno ni, da bo tako tudi v bodočnosti. Tekmeci, sposobni in ambiciozni so tu. V Evropi je potrebna kreativnost, pa tudi racionalnost. Nekako splošno varčevanje, pač pa racionalnost. In predvsem kreativnost v državah članicah v Evropi kot celoti, če naj bo Evropejcem trajno na daljši rok zagotovljeno tisto, kar sem označil kot nacionalni interes, skupen blagostanje in varnost. Tudi varnost ne bo zagotovljena sama po sebi. Ne gre le za znane izzive modernega sveta, organiziran kriminal, terorizem, trgovina z ljudmi, droge in tako naprej. V multipolarni mednarodni skupnosti za več centri moči je že tako težje zagotavljati stabilnost, mir in varnost, kot je bilo v bipolarnem svetu. Čeprav je tisto bil čas ne globalnega sodelovanja, pač pa čas ravnotežja strahu pred možno apokalipso. Vendar ta strah je prispeval k varnosti, k stabilnosti. V multipolarnem svetu je to nekoliko drugače. Danes je ne le svet izven Evrope obremenjen z možnimi žarišči konfliktov, temveč tudi sama Evropa.
Ukrajina, Gruzija, zapletenost odnosov z Rusko federacijo še posebej, so problemi, s katerimi se bo Evropa morala soočati. Tudi na tako imenovanem Zahodnem Balkanu se problemi prej zapletajo, kot rešujejo. Tudi zato, ker vključitev tega dela Evrope v EU pomeni vse bolj le obljube, kot pa realnost. Tudi primeri tako imenovane zadnje faze samoodločbe narodov, tudi v Evropi, Katalonija, Škotska, Sardinija, Korzika, Baskija in še marsikaj, utegnejo postati realne teme in zapletene. O Kitajski prevelika je, da bi v njej govoril na kratko, zato ne bom govoril. Rekel bom pa samo to, da ona sama govori, ona sama sporoča. Samo opazovati je potrebno in razmišljati. Razmišljati na evropski ravni, pa vsaka država tudi sama. Brexit, ta problem, ki nas recimo prebudi vsako jutro, bo bremenil EU še lep čas, še vsaj prihodnje poslansko mandatno obdobje. Vse bo zaznavne in v bistvu historične razlike znotraj EU ter njihovo preseganje z dialogom in ne z obtožbami bodo del bodoče evropske stvarnosti. Glede varnosti naj rečem le to, da je očitno čas, ko so velik del bremen za varnost Evrope nosile ZDA, očitno stvar preteklosti. In končno, kakšna naj sploh bodoča Evropa, bodoča EU bo? O tem je nekaj govoril profesor Jambrek. Bo to zveza držav? Bo to kaj več kot to? Bo to morda nekod zvezna država? Bo nekaj vmes? Bo morda neka skupnost za več vloge historičnih entitet, regij? To so vse vprašanja prihodnih nekaj let. Vse to in še mnogo več bodo vprašanja in teme, s katerimi se bo posredno ali neposredno srečevala Evropa in v veliki meri tudi Evropski parlament in naši poslanci v njem. Funkcionarji EU, komisarji in drugi so pri tem v bistvu skrbniki interesov skupnosti in naj bi praviloma ne bili skrbniki interesov posameznih držav članic. Poslanci v Evropskem parlamentu pa naj bi bili oboje. Hkrati naj bi usmerjali, oblikovali, vodili EU kot celoto, a tudi uveljavljene interese lastne skupnosti, lastne države, tistih, ki so jih izvolili. Zahtevna, včasih vsaj na videz celo protislovna naloga. Uveljavljati skupno, kadar je to potrebno, in braniti posebno, lastno, kadar skupno ni potrebno, ali je izven tistega, kar so oziroma kar bodo članice po lastni volji prepustile skupnosti, to je veliko vprašanje. Na to skuša odgovoriti danes omenjena ljubljanska pobuda izpred 2 let, ponekod v tujini opažena, doma v Sloveniji pa v glavnem prezrta. Ampak to je samo eden od naših problemov. Morda bo v bodočnosti deležna več pozornosti. Naj končam. Bistveno je seveda vprašanje to, kar sem govoril, kakšna EU bo, je bistveno vprašanje bodoče Evrope in hkrati temeljni izziv, s katerim se bodo soočale članice, pa tudi Evropski parlament. Seveda v povedanem ni potrebno poudarjati, kako izjemno pomembne so zato te volitve. Volitve letos 26. maja. Poslank in poslancev v Evropski parlament. Ne gre le za to, kako in katera politična stranka bo in koliko bo zmagala. Gre predvsem za to, da bo v Evropskem parlamentu slišan tudi kvaliteten, moder slovenski glas o bodoči Evropi in o naših interesih v tej Evropi. Na tej točki je morda prav, da zaključim in da hkrati zaželim tistim našim predstavnikom v bodočem Evropskem parlamentu veliko sposobnosti, znanja, modrosti, zavzetosti, sreče in vsega tistega lepega, kar nudi življenje v Bruslju in Strasbourgu. Hvala lepa.
času upraviti svojo nalogo. Izvolite, prosim, lahko dame, izvolite, se bolj na sredo. Gospa dr. Angelika Mlinar, dr. Romana Tomc, dr. Dominika Strauss. In prva vprašanja, prepuščam tebi, Romana. Torej tudi v najinem imenu in hvala seveda predsedniku ACT-Tanka in pa vsem trem govorcem, ker ste dali izredno dobra izhodišča, tudi razložili, zakaj danes tu ta debata, ki sva z Janezom nekako kar soglašala, bila je pa to vaša pobuda, hvala zanjo. To ni neko soočanje v smislu nasprotovanja in prepričevanja eden drugega, ampak debata, ker točno vemo, da nihče ne bo zaradi te debate danes spremenil mnenja, ampak mi želimo kandidate spoznati zaradi tega, da bomo vedeli, komu dati pač glas na volitvah. In bi kar začeli, da ne bomo predolgi. Trije so se vnaprej upravičili, da bodo morali prej iti, zato ker ko boste videli koga ostati, to ni nevljudno, ampak pač imajo naprej tudi že obveznosti. Začeli bomo z tem, kar je bilo že rečeno, da želimo, vsaj mi vidimo, da bi radi videli v Evropi poslance, ki bi se zavedali, kako pomembno je soodločanje. Se pravi, ne gledati na velikost države, ampak da so enakovredni vsem ostalim poslancem iz drugih držav. Za soodločanje pa je treba seveda imeti vizijo. In zato bi to prvo vprašanje pač namenili temu, kakšna je vaša vizija, kakšen je vaš pogled na prihodnjo Evropo, kakšno Evropo bi radi videli in zakaj se boste imeli. In bom dala kar prvo besedo gospodu Šoltesu, ker bo moral najprej oditi. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem prisotnim, damam in gospodom in seveda mojim dragim sogovornikom. Ja, to je seveda zelo kompleksno vprašanje, ker kot sem razumel, imamo na voljo samo 2 do 3 minute vsak približno. Dejstvo je, da se seveda lahko rečem dramatično se nahaja Evropa pred pomembnim izzivom, še nikoli nismo tako zelo potrebovali močno Evropsko unijo in še nikoli ni bila tako ta Evropska unija na drugi strani ogrožena strani različnih, ki skušajo razbijati to idejo Evropske unije. Nekateri znaki tega se kažejo, tudi Brexit je pokazal kar nekaj lekcij, iz katerih se lahko naučimo, kako lahko tudi z lažnimi novicami pridemo do rezultata, ki si ga ne želimo. Po drugi strani pa lahko rečemo, tudi to je demokracija, da včasih glasujemo ali pa ravnamo tudi v nasprotju z lastnimi interesi. In to je seveda treba spoštovati, če nam je všeč ali ne. Predvsem pa bi želel, da se Evropa, ko se razpravlja o njej, v tem robnem času, v katerem smo, mogoče povrne tudi v svoje osnovno poslanstvo, oziroma v svoje osnovne ideje, zakaj je bila ustanovljena. In mislim, da če se vrnemo nazaj, lahko lažje razmišljamo, kako naprej. In mislim, da izhajamo lahko iz tega, da seveda se iz zgodovine lahko nekaj naučimo, ni pa treba, da se vanjo seveda vračamo. In tisto, kar bi želel reči, bi si zelo želel, da bi to, kar so tudi že govorci pred mano povedali, da bi nekako prihodnost Evrope gradili povsem na temeljih svobode, na zaščiti oziroma varnosti in pa napredka. In če rečem zelo na kratko, govorim o svobodi, govorim o tem, da je to pravzaprav temelj tudi Evrope, ta demokratičnost, tudi svoboda bivanja, svoboda izražanja, svoboda na različnih področjih. In tukaj smo tudi svoboda imeti različno, drugačno mnenje in to se tudi spoštovati. Govorim tudi o svobodi in s tem razumevanju drugega, o kulturi dialoga, tudi o tem, kam seže ena svoboda, ko trči v svobodo drugega. Tukaj mislim predvsem na to, kar je problem Evrope v zadnjem času, govorim tudi v teh odnosih, to je ta govorica, to je ta strah, govorim tudi o sovražnem govoru in o tem, kje se po eni strani konča svoboda govora in omeji pravico do sovražnega govora, ampak to je že
drugo vprašanje. In ko govorimo o svobodi, je ta misel neposredno povezana potem tudi z drugim vidikom, kot sem rekel, varnost in pa seveda zaščita. In tukaj o varnosti ne mislim samo varovanja zunanjih mej, ne govorim samo o tej varnosti pred tem, kar so govorili moji sogovorniki, govorim tudi o drugih oblikah varnosti, ki so za Evropo zelo pomembne. Govorimo o socialni varnosti, govorimo tudi o standardih, okoljskih standardih, ki so zelo pomembni, prehrambenih standardih, ki igrajo vedno bolj ključno vlogo za prihodnost. In govorim tudi o tej varnosti, da se človek lahko, da ga ni strah biti strd, da vidi perspektivo, ko stopa na polje prihodnosti v Evropski uniji. In na koncu, če zelo poenostavim tiste ključne zadeve, je pa seveda napredek. Ampak ta napredek v mnogo širšem smislu, tudi v tem, da seveda Evropa tem napredek gospodarskega razvoja industrije kot pomembnega generatorja je tudi, Evropa ni samo notranji trg, kot se včasih skuša prikazati. Da Evropa ima tudi ta svoj duh, te svoje vrednote, ki jih je seveda treba spoštovati. In ravno na tem se mi zdi, da je potrebno več delati, na tem duhu Evrope, na tej avantgardi, na tem humanizmu, na tem, kar je Evropa tudi že bila, in ravno v tem, da tudi v tej raznolikosti lahko živimo skupaj, da lahko ustvarjamo skupaj in da je ravno to lahko tudi ena velika prednost te naše evropske družine in da pravzaprav v tej raznolikosti iščemo te izzive prihodnosti in da jih skušamo tudi ustrezno razumeti in nadgraditi. In ravno v tem delu še to in končam, če se vrnem na še moje čase na pravni fakulteti in vedno poudarjam, da tudi skozi ta vidik duha iščemo tudi duh norm, vrednot in seveda tudi morale, ki včasih umanjka v tej evropski perspektivi. Hvala. Mislim, da ste vi, gospod še rekli, da morate tudi prej oditi, da bi tam je mikrofon. Hvala za besedo, lep pozdrav čisto vsem. Hvala tudi za povabilo in to pobudo. To vprašanje, ki ste ga... Se lahko vsak predstavil, ker vas ne poznamo vse. Ok. Gregor Perič, kandidat SMC-ja. Torej, vprašanje, ki ste ga postavili, izziv oziroma vizija Evrope tudi v prihodnje. Jaz bi se v marsičem strinjal s tistim, kar je povedal tudi gospod Šoltes, ker je izpostavil vse tiste ključne vidike, ki so pomembni za nekoga, ki vidi ohranitev in tudi nadaljevanje razvoja Evropske unije skozi prizmo nekih liberalnih vrednot, na osnovi česar je Evropska unija tudi nastala in se ohranja pri življenju, zato se v tem smislu ne bi rad ponavljal. Bi pa izpostavil rad nekaj drugega. Meni osebno kot relativno mlademu človeku se v okoliščinah, kakor jih razumem, torej in znotraj Slovenije in znotraj Evropske unije, pa gledano tudi širše v regiji oziroma globalno, zdi velik izziv že to, da ohranimo Evropsko unijo tako, kakršna danes v tem trenutku je. Ker kot slišimo in kot vidimo, obstaja veliko nekih silnic, veliko nekih teženj, namen katerih je to Evropo dezintegrirati. Tako znotraj Evropske unije, kot tudi izven. Imamo močne globalne igralce, ki so s številnimi potezami pokazali, da jim ni v interesu imeti močnega sogovornika v okviru Evropske unije in pravi izziv, ki ga jaz vidim, je, da ohranimo Evropsko unijo vsaj na takem nivoju, kot je danes. Seveda smo lahko ambiciozni in razmišljamo, kaj vse je še tisto, kar bi lahko naredili, da bi bila Evropska unija močnejša, bolj povezana, učinkovitejša, da bi imela še več socialnega čuta, da bi se še učinkoviteje soočala z migracijami. Na vse zadnje je bil to nek izziv, s katerim se Evropska unija ni znala spopasti, pa je v relativno kratkem času, kljub temu, da je to zelo velika tvorba, zelo kompleksna, da je odločanje dolgotrajno, da vključuje številne igralce, da tako rečem, je poiskala odgovore. Ravno tako išče odgovor glede izziva, ki se imenuje Brexit in če bodo
sile, ki Evropske unije ne marajo oziroma vidijo nek interes, da bi jo razdrle zaradi tega, ker bi na ta način rade uveljavile nek svoj partikularni lasten interes, dobile na prihodnjih evropskih volitvah dovoljšnjo težo, dovoljšnjo veljavo, pa ne samo na evropskih, ampak tudi na nacionalnih volitvah, ker vemo, da se potem tudi razmišljanja vlad odslikavajo v drugih strukturah Evropske unije, potem bomo imeli vsi neko zelo veliko težavo. Vsekakor pa zagovarjam neko rešitev, ki bo postopna, ki bo upoštevala tako ekonomsko integracijo, kot tudi postopno politično integracijo, seveda na način, da se te korake dela premišljeno in da se vključuje tako velike države, kot tudi tiste majhne. Hvala lepa, še vedno ostajamo pri viziji, morda da majčkan poživim debato, se pravi vrednote, seveda pričakujemo, da so tiste osnovne, da nihče ne bo rekel, da se jih spreminja, pa vendarle smo zdaj trenutno pred izzivi, ki nam ne dovoljujejo, da rečemo, da si želimo kontinuiteto, se pravi, če vas lahko malo izzovem, da date na to stvar poudarke, in morda, če se le da v ta kratek odgovor vpletete tudi pravzaprav razlike znotraj Evropske unije, ki so veliki izziv. Po recimo letu 2004 smo pač bili priča v glavnem prepričanju, da smo zdaj pa vsi države članice in smo si kot taki enaki, pa si nismo bili. Imeli smo 50-letno zgodovino različnih sistemov, ki niso bili tako različni, da ne bi bili soglasni o nekih osnovnih vrednotah, ampak vendarle smo imeli različne poglede o, ne vem, lastnini, svobodi, odgovornosti posameznika in tako naprej. Morda še tudi v to smer malce podebatirate. Gospod Grošelj, Lista Marjana Šarca. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bi dejal, da v bistvu povzema izziv Evropske unije v prihodnosti dvoje besed. Prva je varnost in druga je solidarnost. Varnost v tem najširšem pomenu besede zakaj? V globalnem svetu, v katerem smo danes pričani, ki se pravzaprav oblikuje, in to je svet dokaj brezkompromisnega tekmovanja in ki se bo v prihodnosti očitno še zaostroval, bo izredno pomembno, kako bo Evropa na eni strani zagotovila svojo varnost, se pravi svoj mednarodni položaj, da bo uspešno konkurirala tem globalnim akterjem, ki so bili danes že omenjeni na eni strani, kako bo na drugi strani zagotavljala tisto notranjo varnost, se pravi tisto notranji prostor svobode, kjer bo dejansko učinkovito branila svoje, recimo, zunanje meje, pri čemer jaz ne verjamem, da bo te zunanje meje vedno branjene samo sa strani, bo rekel, Unije, ampak jaz verjamem, da bo to še vedno neka deljena pristojnost tako držav članic in seveda ob jasni in odprti podpori celotne Unije. In pa seveda drugi del, ki se veže na vprašanje solidarnosti znotraj Evropske unije, se pravi med državami članicami. Ta solidarnost seveda ne pomeni talilni lonec, ki bo vse stopil in naredil neko zvezno državo po podobi Združenih držav Amerike. Jaz verjamem, da bo to še vedno zveza, ki bo mogoče nekje med federacijo in konfederacijo, ki bo na eni strani zagotavljala neke skupne funkcije. Jaz osebno ne verjamem, da bo to že obrambna funkcija, ker zato pravzaprav nimamo te potrebne varnostne kulture oziroma teh osnovnih parametrov, da bi lahko to gradili. Se pa seveda bo na tem področju gradile določene zmogljivosti na tem skupnem evropskem imenovalcu. Solidarnost v odnosu do, bom rekel, ekonomskega, socialnega razvoja znotraj Evropske unije. Razlike, ki so danes ustvarjene znotraj Evropske unije, so dolgoročno po moje nevzdržne in opozarjajo na neko zgodbo iz bivše prejšnje skupne države, kjer so ti antagonizmi vodili najprej v ekonomske, socialne, potem tudi v končni fazi nacionalna trenja in razpad države. In pa solidarnost v tem svetu, ki sem ga prej opisal na začetku, se pravi ta konkurenčen svet, globalno tekmovanje velikih sil, bo izredno pomembno seveda tudi ta solidarnost, predvsem v soočanju z temi globalnimi megatrendi. Zelo pomembno je se zavedati, in to bo tisto, kar bo pri teh razlikah znotraj Evropske unije, in sploh v tem valu populizma treba upoštevati, soočamo se z določenimi trendi, se pravi migracije so gotovo eno teh soočanja s posledicami globalnega segrevanja. Vse to so dejavniki, še bi lahko našteval, na katere pravzaprav lahko se odzove samo Evropa, ki pa v tem konkurenčnem okolju se vendarle mislim, da ob neki logični, normalni gospodarski konkurenčnosti bo pa vendarle morala iskati neko vlogo solidarnosti, da se bo lahko uspešno soočala. Mislim, da na migracijah recimo sem tak primer, kjer bi lahko z neko proaktivno solidarno politiko znotraj, se pravi med državami članicami, pa tudi navzven lahko bistveno bolj učinkovito in uspešno se soočali s tem izzivom.
Hvala. Naslednji je kandidat Združene levice, dr. Sašo Slaček-Brlek. Hvala, lepo pozdravljeni. Zdaj sicer smo še samo levica, nismo več združeni. Združili smo se in nismo več združena levica. Tako to gre. Mi Emšo nagaja. Tako da mi vidimo v bistvu 3 velike krize, ki so izziv Evrope za naslednja leta, mogoče desetletja. Prva je socialna kriza, povezana predvsem z tem razkorakom med centrom in periferijo. Vemo, da je že delno z sprejetjem evra, ampak potem zelo ostro z krizo prišlo do velikega razhajanja med centrom in periferijo. Imamo bogat center, predvsem okoli Nemčije, skandinavske države, z visoko produktivnostjo dela, z nizkimi stopnjami brezposelnosti, visokimi plačami in velikimi in trajnimi zunanje trgovinskimi presežki, ki mu potem odgovarja center, ta periferija, ki je v bistvu obubožana, ta razkorak se ne zmanjšuje. Realni BDP Italije recimo se v zadnjih 20 letih sploh ni spremenil, kar delno pojasnjuje ta porast nezadovoljstva, desničarskega populizma, nacionalizma, ki ima neko realno osnovo v tem, da imamo 2 Evropi. In Evropa ima neke mehanizme, s katerimi bi se lahko spopadla z temi pojavi, zagotovila neke produktivne investicije za izboljšanje produktivnosti na periferiji, trenutno skozi Evropsko investicijsko banko s pomočjo Evropske centralne banke, ki jih ne uporablja, in to zgolj še povečuje ta razkorak, ki je dolgoročno pač nevzdržen. Karkoli, tudi če si mislimo, da so Grki in Italijani preprosto leni, dejstvo je, da nadaljevanje takšnega razkoraka razdvaja Evropo in jo bo razklalo na 2 kosa. Druga je demokratična kriza. V politologiji se že dolgo govori o tem demokratičnem deficitu Evropske unije, ki je tudi za krizo postal zelo očiten. Državljanke in državljani Evrope imajo neizmišljen občutek, da na resnične odločitve v EU nimajo pravega vpliva. Evropski parlament je relativno šibek v primerjavi z Evropsko komisijo in svetom EU. Evropska centralna banka je država v državi, je nad zakonom, nek pomanjkanje osnovne transparentnosti. Vemo recimo, da Računsko sodišče v Sloveniji ne more opraviti revizije teh 5 milijard evrov težkega reševanja bank v Sloveniji, čeprav obstajajo to resni sumi nepravilnosti, neracionalne porabe denarja. Prišle so na plano zgodbe, da so takrat ocenjevali premoženje tako, da so se študenti vozili gor in dol po Sloveniji, pogledali stavbe in tako ocenjevali vrednosti. In tako dalje, in revizija tega je pač nemogoča. In tretja velika kriza je seveda okoljska. Vsi vemo, da so potrebni odločni ukrepi, da preprečimo podnebne spremembe, in ne samo, da jih preprečimo, ker zato je že v bistvu prepozno, tudi da se prilagodimo na posledice, ki prihajajo. Tudi je bilo govora o migracijah. To bo šele proizvedlo množične migracije na globalni ravni, ko bodo celotni deli sveta postali opustošeni. In to je tudi in grožnja in priložnost, če se vrnem na prvo točko, tudi da Evropa se resno loti investicij v zelene tehnologije, v prehod na obnovljive vire energije in ima ob tem v mislih ta nesorazmerje med centrom in periferijo in da naslovi vse te probleme skozi neko resno razvojno politiko, ki je trenutno pač nima. Hvala, dr. Angelika Mlinar, stranka Alenke Bratušek. Prav lepa hvala, hvala za povabilo in prav lepa hvala vsem 3 govornikom na začetku, in jaz bi se v bistvu kar navezala v tej svoji viziji, za katero me prosite, na te govore. In sicer prvi govornik, gospod predsednik Voljč, je v bistvu čisto pravilno opisal gospodarski plan, ki ga imamo za Slovenijo, ampak ki ga bi lahko imeli tudi za Evropsko unijo kot takšno. Ker to, kar ste vi v bistvu opisali v tem svojem kratkem predavanju, zakaj gre? Gre v bistvu za nove tehnologije in zato, če hočemo obstati kot Evropska unija konkurenčni, se bomo morali v bistvu prilagoditi novimi izzivi in to, kot ste čisto pravilno rekli, je možno samo z ljudmi.
če ljudje begajo, potem to enostavno ni mogoče. Vse, kar ste rekli, lahko podpišem, tudi kar se tiče Severnega Balkana in tudi Turčije. In edino, kar mi je žal, in to sem vam že rekla, je to, da se nikoli nisva videla v zadnjih 5 letih. In pravzaprav me to malo preseneča, ampak tako pač je, sicer pa se to lahko seveda spremeni v bodočnosti. Druga točka in gospod profesor Jambrek, odkrito rečeno sem vam izredno hvaležna za nekaj, kar zelo redko kdaj slišim, sicer pa vedno sama o tem govorim, in to je politični kompromis. Politični kompromis je baza demokracije. Živimo v zelo polariziranem času in v bistvu dobivajo glas oziroma prezenco tudi v medijih politiki, ki grejo v bistvu 100 na uro v eno smer in so nekompromisni. To je pa v bistvu smrt za demokracijo. In v Evropskem parlamentu in tako Igor kot tudi gospod Tomc mi to lahko potrdi, veljaš kot dobra poslanka samo takrat, če si v stanju v bistvu pripeljati eno zadevo do tega, da imaš široko podporo in ustrezno večino. In to ne gre za eno stranko, ampak to moraš v bistvu imeti sodelovanje preko meja, preko političnih meja. In pri tem pridem do druge točke, ki ste jo omenili, ki je meni zelo, zelo pri srcu, in sicer, da se zmenimo za gotove točke ravno zdaj v tem volilnem boju, ki so nekako izven tega, da se kregamo. In sicer je to demokracija, pravna država in človekove pravice. To je baza, na kateri lahko gradimo in ki je pa danes v bistvu več ali manj v tveganju. In tretji referat od gospoda profesora Petriča je v bistvu navedel vse, kar bi dala v sklop, zakaj so te volitve tokrat tako odločilne. V bistvu gre za to, ali ostane Evropski parlament v svoji večini v stanju, da gremo proti Evropski uniji na eni skupni poti, da ostane večina proevropska, ali pa se to spremeni. Če se to spremeni in nimamo proevropske večine več v Evropskem parlamentu, potem je evropski projekt kot takšen ogrožen. Imamo vse možnosti, da se to ne zgodi, moramo vsi na tem delati in to je v bistvu moja vizija, zakaj sem se odločila, da sem na voljo Slovenkam in Slovencem v naslednjem mandatu. Hvala lepa. Gospa Romana Tomc, SDS. Hvala lepa, tudi seveda v mojem imenu najlepša hvala za povabilo, da imam priložnost tukaj predstaviti nekaj svojih misli. Začeli smo z najpomembnejšo, z našo vizijo in mislim, da tukaj bo naše stališče in naše mnenje precej enotno. Vsi se namreč bi zlahka poenotili z osnovnimi vrednotami, ki jih danes prepoznavamo v okviru Evropske unije. Želim si, da bi bila naša Evropska unija svobodna v najširšem pomenu besede, da bi bila demokratična, da bi bila gospodarsko močna in inovativna, da bi lahko s tem zadržala seveda tudi najboljši socialni model. Tukaj pri teh opredelitvah med političnimi skupinami, pa tudi širše med prebivalstvom, mislim, da nimamo nobenih težav. Težave se začnejo namreč tam, ko začnemo iskati konkretne ukrepe in ko se začnemo pogovarjati ko prestopimo iz splošne ravni na malce nižjo raven in iščemo rešitve oziroma poti, kako bi do teh naših vrednot in osnovnih izhodišč prišli. Tukaj se pa začnejo pač naše razlike, ampak ni nujno, da so te razlike tako velike, da jih ne bi mogli v tem demokratičnem procesu, ki ga je gospa Mlinarjeva omenjala in poteka v parlamentu, kjer se moramo poslušati drug drugega, kar je velika razlika recimo od našega nacionalnega nivoja, da ne bi s tem tudi uspeli. Če zaključim z nekaj mislimi glede krize, glede izjemnega pomena teh volitev, naj spomnim na to, da je Evropa pravzaprav nastala kot projekt iz krize. In bila je na začetku gospodarski projekt, ki se je razraščal in postajal čedalje večji in ne bi govorila, da je to stanje danes nekaj nepremagljivega, nekaj takega, kar bi nas moralo resnično skrbeti. V Evropi smo dokazali, da se na vsako krizo, pa naj bo to gospodarska ali pa kakršnakoli, takrat, ko je nujno potrebno, odzovemo.
in Evropa ne bo razpadla. Jaz verjamem v Evropo in verjamem v njen obstanek. Tako da mogoče bi izhajali iz tega, da Evropa se spreminja in nikoli več ne bo takšna, kot je bila na začetku, in čez 5 let, ko bomo ali bodo končali mandat, bo Evropska unija drugačna, kot je danes. Tako kot je bila pred 5 leti, ko sem začela prvo leto svojega mandata, kar precej drugačna in smo se ukvarjali z drugačnimi izzivi, kot se ukvarjamo danes. Tako da jaz bi to vzela kot nek proces iskanja ravnotežja, v katerem upam, da premoremo toliko politične zrelosti, da bomo našli skupni jezik. Hvala lepa. Tale vajn dopolnjujoč, komplementaren poudarek se mi zdi sijajno. Spretnost iskanja kompromisov in pa upoštevanje razlik, ker se mi zdi, da v naslednjem mandatu bo parlament prvič se ne bo delil samo po ideološkosti oziroma po političnih strankah, ampak tudi po liniji proevropsko in neevropsko. In tu bo verjetno, to bo terjalo še dodatne posebne spretnosti. Ampak k temu se bomo še, upam, uspeli vrniti. Dr. Dominika Švarc-Pipan, Socialdemokrati. Hvala lepa za besedo in tudi z moje strani zelo lep pozdrav v tem deževnem popoldnevu, ki mislim, da smo ga zelo dobro nekako namenili za to pomembno debato. Tudi mene zelo veseli, kot smo se pogovarjali tudi z gospodom predsednikom Volčem in z drugimi člani in sodelavci ACT-a, je ravno to tisto, kar tudi sama v slovenskem in na splošno v evropskem prostoru pogrešam, te posvete, kjer lahko dejansko govorimo ljudi iz različnih polov na kulturen, spoštljiv način, če tudi se ne strinjamo. Pa vendar debato smo začeli nekoliko drugače, zdi se, da se pravzaprav vsem strinjamo. Meni se je zgodilo tisto, kar je na nek način na takih posvetih najbolj nerodna situacija za kogarkoli od sodelujočih. Namreč predhodna govorka mi je skoraj da vzela vse besede z jezika. To je v principu nerodna situacija, ampak mislim, da v tem trenutku, sploh glede na to, da gospod Tomc prihaja iz tistega klasičnega, tradicionalnega, antagonističnega pola oziroma razmerja v slovenski strankarski politiki, pa tukaj sedaj se izkazuje, da se pravzaprav v tem osnovnem strinjava. In to je tisto, kar mislim, da bi pravzaprav morali storiti, tako na ravni slovenske politike, kot na ravni evropske politike, da se vrnemo k tem osnovnim načelom in vrednotam. Zakaj? Ne zato, ker se tukaj lahko strinjamo, seveda. Nihče se ne bo ne strinjal. Vsi si želimo svobodno, mirno, demokratično Evropo, Evropo socialne pravičnosti, Evropo, ki spoštuje načela pravne države, demokracije, vladavine prava, človekovih pravic. Vsi si želimo učinkovito delujoče in vsem dostopno zdravstvo, želimo si dobre pokojnine, dostojno starost, priložnosti za mlade, družbeni preboj in razvoj, medgeneracijsko sožitje, zdravo, čisto okolje, zdrav življenjski slog in še lahko naštevamo učinkovito gospodarstvo, svobodno podjetniško pobudo. Tisto, kjer se seveda ne strinjamo, in tudi to je že bilo rečeno in tudi s tem se strinjam, je seveda, kako napolnjujemo te vrednote. Tukaj jih razumemo v različnih obsegih, na različne načine, pa vendar le nujno v celoti različno. In kot je tudi gospa Tomc rekla, razlikujemo se predvsem, kako različne izzive, ki se tičejo teh vrednot in teh ciljev, nasloviti. Kako sprejeti ukrepe, kaj so primerne in pravilne poti do tja. Razlikujemo se pravzaprav nenazadnje tudi v tem, kako delujemo oziroma kako vidimo reševanje, ko pride do situacij, kjer so te različne vrednote, ki niso vedno kompatibilne med sebojno konfliktu. Kako razreševati konflikte med varnostjo in človekovimi pravicami na eni strani. Kako razreševati konflikte med socialno pravičnostjo, socialno državo in svobodno podjetniško pobudo na drugi strani. Tukaj mislim, da se razlikujemo, ampak vseeno sem prepričana tudi jaz, da tukaj lahko najdemo nek skupen jezik. Kar pa mislim, da delamo veliko napako, tako na slovenski kot evropski ravni politični, pa tudi globalno, je, da se po eni strani osredotočamo na tisto, kar nas razlikuje, kjer se razlikujemo, da se na nek način ukvarjamo sami sabo in z medsebojnim bojevanjem tudi za politične točke. In kar se tistim, ki smo vsaj na temu recimo zmernem delu premice,
kjer se združujemo, ne, na to, namesto da bi se osredotočili na to, se osredotočamo na te razlike in pravzaprav sooblikujemo in pomagamo uspehu retorike, populizma in orodij, ki pravzaprav določenim skrajnim političnim strankam na enem ali drugem političnem polu služijo zgolj za nabiranje političnih točk. Tistim, ki smo nekje v tej zmernem delu, na zmernem področju, pa jemlje potrebno energijo in čas, da bi se dejansko ukvarjali z iskanjem ukrepov in pri tem sodelovali. Kajti tudi na teh področjih, kjer se razlikujemo zelo malo, imamo zelo veliko dela. Razne krize in problemi so bili opisani v tem več, ampak jaz mislim, da se moramo najprej odločiti, ali želimo probleme, ki so realni in ki so rešljivi, ker se lahko strinjamo, tudi operativno nasloviti. Jaz mislim, da nam predvsem te operativnosti manjka, te ideološke retorike, to pa moramo res začeti zavračati, ker samo jemlje čas in odpira prostor za pridobivanje in večanje političnih baz tam, kjer pa se rojevajo in ekstremizmi, iz katerih se lahko rojeva še kaj hujšega in na koncu tudi uničenje teh vrednot, ki so nam skupne. Hvala. No, se pri naslednjem vprašanju pričakujem, da ne boste tako enakega mnenja. Ampak zaenkrat, če ostajamo pri prvem, dr. Žiga Turk, Nova Slovenija. Ja, popravek, jaz sem neodvisni kandidat na listi Nove Slovenije in dejansko kandidiram z dvema ciljema. En cilj je, da bi bila Slovenija bolj evropska in drug cilj je, da bi bila Evropa bolj evropska. In o tem, kaj se bi Slovenija lahko naučila od Evrope, smo pravzaprav zdaj v razpravi že nekaj slišali. To je umetnost iskanja kompromisa, to naši politiki ne gre. Druga taka lastnost, ki bi jo slovenska politika se od Evrope lahko naučila, je ena velika racionalnost, odprtost, premišljenost oblikovanja politik. In tretja lastnost je ena velika profesionalnost in sposobnost uradništva. Vse te tri stvari Sloveniji manjkajo zato, da bi država Slovenija lahko dajala gospodarstvo, kateri je gospod predsednik gospodarske zbornice zelo dobro povedal o ambiciji tega slovenskega gospodarstva, da bi imelo slovensko gospodarstvo v Sloveniji boljše pogoje za delo. Kaj razumem pod bolj evropsko Evropo? Tukaj pridemo pa zdaj do vprašanja te vizije. Evropskost Evrope razumem kot, da je to ena skupnost pravzaprav konkurenčnih držav, kjer vsaka po svoje inovira, kjer vsaka po svoje išče, kjer vsaka po svoje poskuša biti boljša od svojih sosedov. Po drugi strani se pa te države zavedajo, da so del nečesa skupnega večjega, da jih nekaj povezuje, skupna zgodovina, kultura in tako naprej. In svojo moč pravzaprav črpajo iz te pluralnosti, iz tega, kar je pravzaprav fraza v Evropi združeni v različnosti. To je tisto, kar je evropskega v Evropi in kar mora na nek način ostati. Vprašanje je bilo o vizijah. Vizija je o nečem, kar bi bilo v prihodnosti, kar bi bilo fajn. Tega bo ne bo, če ne bo funkcioniralo tisto, kar je. Zato sem jaz pri, bom rekel, prioritetah oziroma pri vprašanjih, ki bi se jih bilo treba lotiti kmalu, oziroma pri vprašanjih, ki zahtevajo podporo danes, bolj pristaš tega, da pustimo evropskim inštitucijam, politikom, poslancem, svetu, komisiji, parlamentu, da se ukvarjajo s tem, da stvari delujejo, da se uporabljajo orodja, ki so bila v zadnjih desetletjih institucionalno vzpostavljena, ker če to ne bo delovalo, vsi razmisleki potem think tankov, intelektualcev in tako naprej o tem, kaj bo, ne bodo mogli obroditi sadov, ker bo zadeva vmes propadla. Delovati mora seveda varnost povezana tudi s terorizmom in migracijami na prvem mestu. Delovati oziroma pospešiti je treba inovativno sposobnost Evrope za to, da je gospodarstvo konkurenčno, da se razvija, da ima tudi na skupnem trgu priložnost za to, da inovacije prodaja in potrebno je, da se poveča njena kapaciteta, da se pojavlja kot globalni igralec, ki se ukvarja z geopolitiko. Ni na nobenem od teh področij popolnoma neuspešna, pravzaprav migracijski val je v veliki meri uspela obvladati. Tehnološko je bilo danes že omenjeno, tudi v astronomiji in tako naprej smo Evropejci fotografirali črno luknjo. Globalni partner smo tudi, konec koncev sporazum z Iranom je tudi evropsko delo in na teh treh področjih varnost, inovacija oziroma konkurenčnost in globalni igralec mora stvariti naprej. Principi, ki so potem sestavljajo to vizijo, znotraj katere bi lahko
pa iskali kakšna orodja, kako bi bili lahko boljši, kako bi bili lahko bolj učinkoviti. Jaz vendarle mislim, da temelj Evrope je skupni trg. Če vzpostaviš pravila skupnega trga, če države lahko pošteno med seboj trgujejo, to zelo veliko, ogromno nekih drugih problemov razreši. Drug servis, ki ga bo Evropa tudi v prihodnje dajala, je, da je to nek varuh reda, prava. Tukaj so problemi z Assangem morda danes, z Katalonci oziroma z katalonsko vlado, ki je pred španskimi sodišči, z madžarskim razumevanjem prava. In ne nazadnje, in tukaj grem nazaj k tisti evropskosti Evrope, ultimativni varuh človekovih pravic je Evropa. Pričemer pa seveda moram poudariti svojo, kako bi rekel, konzervativno plat. Konzervativci ne mislimo, da so te človekove pravice stvar dogovora med nami ljudmi in dvigovanja rok, ampak da so bistveno globje, da so del, kako bi rekel, evropsko razumevanje človeka, človekovih pravic, da je del te evropskosti, da je del te evropske kulture, civilizacije, katere je Evropska unija pravzaprav ena taka zgradba, okvir, ki bo pomagalo tej civilizaciji k preživeti. Torej, popolnoma bom moral spremeniti svoj načrt in sicer bom zastavil samo 2 vprašanji in to obeh hkrati in bom prepustil vam, da izberete, na katero boste odgovorili. Bi pa tudi najprej se zahvalil Boštjanu, predsedniku, mislim, fenomenalen govor in pravzaprav vse to je lahko program Slovenije, ta tista, kako bi rekel, agenda Slovenije za prihodnih 5 let. Hvala lepa. Enako tudi obima drugima, gospodu Jambreku in gospodu Petriču. Mislim, da je dr. Jambrek omenil Macrona. Pa bi jaz vprašal, zakaj eno pismo, ki je bilo naslovljeno na državljane Evrope, strani predsednika ustanovne članice Evropske unije, Francije, velike države, v katerem govori o demokratičnih vrednotah, o humanizmu, o sociali, o minimalni plači, o čistem zraku, o zdravi hrani, kjer predlaga tudi Evropsko konferenco, na kateri ne bi sodelovali samo politiki, ampak cel spekter civilnih iniciativ, celo verskih skupnosti in tako naprej. Zakaj to inovacije, regulativo za digitalne velikane in tako naprej, skratka, veliko teh stvari, se mi zdi, da štima, zakaj to pismo ni naletelo oziroma naletelo na tako medel odziv, ali pa bi rekel, javili so se tisti, ki so ga skritizirali, ki so ga ponižali. Sem ne štejem seveda AKK, ki je odgovorila korektno in je seveda povedala, da ona se ne strinja z njegovim centralizmom, federalizmom, da ne vidi možnosti za neko evropsko socialno politiko in tako naprej, ampak kaj mislite, zakaj recimo en tak nagovor, v katerem je zelo dobro so izpostavljene ključne teme, ni naletel na ustrezen odziv. Drugo vprašanje se pa tiče gospodarstva. Zdaj, gospod Gorjup je toliko o tem govoril, jaz bi postavil vprašanje, dejstvo je, da Evropska unija raste prepočasi. Vse te pravice in vse te vrednote bodo prišle v težavo, če Evropska unija gospodarsko ne bo močna. In gospodarsko ni dovolj močna, ker drugi velikani napredujejo hitreje, imajo višji BDP kot Evropska unija. Mi postavljamo vprašanje, ali se strinjate z zakonodajo, ki bi do neke mere zaščitila strateško pomembne evropske industrije, neke vrste Altmajerov plan je meni zelo blizu, pa vam bom povedal, zakaj je blizu. Zato, ker enostavno mi smo največja izvoznica, mi preko 80% izvažamo in naš največji trg je Nemčija. Jaz mislim, da smo mi del nemškega gospodarstva in nas mora to zelo zanimati, kaj se dogaja v Nemčiji. Nove industrije predlaga gospodarski minister nemški,
razne podpore državne velikim slovenskim podjetjem in zopet nisem zasledil nobene pametne refleksije tu v Sloveniji, kot da se to nas ne tiče. To, kar jaz bi želel, in ker ne bom kasneje več govoril, bi, da mi delujemo veliko bolj aktivno in da veliko bolj se trudimo za napredno, močno Evropo, gospodarsko močno Evropo. In mislim, da smo tu Slovenci absolutno premalo aktivni, da ne rečem, da smo zelo pasivni. Pa bi prosil, še enkrat poudarjam, 2 vprašanji, izberete si lahko svoje. Zakaj je odziv na Macronovo pismo tako šibak? Oziroma, kako vi vidite, da evropsko gospodarstvo, katere so tiste razvojne spodbude, ki bi lahko pognale naprej evropsko gospodarstvo, katerega del smo mi 80%. Hvala. Zdaj pa kar bi prosil, mogoče kar, iz te strani. V zvezi z Macronom težko odgovarjam, zato ker sem dan ali 2 po tistem, ko je bilo njegovo pismo, napisal kolumno za, mislim, da za Siol, kjer sem povedal, kaj si o zadevi mislim. Če bi, torej, ni presenetljivo, da tega pisma niso razumeli kot nekaj prelomnega, ker pravzaprav gre za preureditev zbir idej, ki so v obtoku. Ni bilo, pravzaprav novo je bilo to, da se je Macron, da se je Francija postavila za neke rešitve, niso bile pa te rešitve kot take kaj posebej originalnega. Kar se tiče gospodarstva, mogoče ena majhna replika na tiste, ki so govorili prej o solidarnosti, oziroma o solidarnosti med državami. Mi smo priča konvergenci med članicami Evropske unije, posebej vzhodnoevropske države, Višegrad, Balti, v manjši meri pa vendar tudi Romunija in Bolgarija in Slovenija zmanjšujejo zaostanek za najbogatejšimi oziroma za povprečjem Evropske unije, kar pomeni, da je samo članstvo v tem klubu nekaj pozitivnega za vse te države. Recimo, Srbija je pa ta zaostanek povečala, neto je zdaj v slabšem položaju, kot je bila leta 90. Kar se gospodarstva tiče, moj splošen odgovor je ta, če neka država neko industrijo svojo zaščiti, to pravzaprav pomeni, da bo v okviru svojih možnosti in svojega proračuna od tistih, ki so globalno konkurenčni v tej državi, prelivala denar k tistim, ki v tej državi niso globalno konkurenčni. To je teorija, ki neizpodbitno drži. Vendar, če imate vi na drugi strani igralce, ki ne zasledujejo ekonomskega interesa, kar je zelo mogoče reči za Kitajsko in še za koga drugega, tudi Rusijo na področju energetike, na primer, potem pa mislim, da iz varnostnih vidikov imajo države vso možnost, da obravnavajo oziroma da ne obravnavajo gospodarskih ambicij takih držav kot popolnoma komercialno tekmo na trgu, za katerega je dobro, da bolj kot je odprt, boljši je pravzaprav za vse. Tako da natančno je treba premisliti, da morebitni Altmarjevi načrti niso izgovor za kakšne vrste protekcionizem, tudi za boljšanje položaja kakšne države članice proti drugim, kakšne industrije, ki je v kakšni državi članici bolj razvita kot v kakšni drugi. Ta tekma je v Evropski uniji stalno prisotna. Ni mogoče to, se upravičujem, ni mogoče ta tipični slovenski skepticizem, kjer poiščemo v nekih zadevah tisto, kar je mogoče slabo. A ni nemško gospodarstvo gonilna sila v Evropski uniji? A ni dejstvo, da je ameriško gospodarstvo, kitajsko gospodarstvo, da sta zelo agresivna? Drži, ne zaupamo Nemcem? Mislim, da je v slovenskem interesu, da je nemško gospodarstvo še naprej propulzivno. In propulzivno bo, če bo čim bolj na pošten način tekmovalo za vsemi ostalimi. In tako je doslej, jaz mislim, da je zelo pošteno. Jaz samo pravim, da uvajanje elementov nepoštene tekme, kadar gre za tekmo, ne kadar gre za geopolitiko, lahko škoduje. Nemci so nam ponudili, čeprav vem celo, da njihovo mrežo gospodarskih predstavništev v svetu koristimo in tako naprej. Jaz mislim, da Nemčija deluje zelo pošteno in zelo verjamem v to. Ampak, da ne gremo v polemiko, Dominika, prosim. Ja, seveda.
Dama da prednost, gospod. Ja. Svet se res spreminja. Okay, se upravičujem, v kratkem bom moral iti in se bom vrnil. Zdaj, zakaj ta načrt Macronov ni bil sprejet, ne vem, glede tega ne bi špekuliral. Zdaj, za protekcionizem nisem naklonjen. Mislim, da v vsakem primeru mora biti pri premišljevanju o politikah javni interes, ne interes tistega ali drugega pač velikega giganta. Ne vemo, da če začnemo s protekcionizmom, bo pač tisti, ki ima moč, dosegel zaščito svojih interesov, ne zgolj na račun tujih partnerjev dolgoročno, pa tudi na račun konkurentov in uporabnikov. Ampak lepo prosim, ne splošno govorimo o zaščiti evropskih strateških industrij. Ne govorimo o protekcionizmu, da splošno, to ni teoretično vprašanje, ampak evropske strateške industrije, to je druga stvar. Jih je verjetno treba do neke mere varovati. Mislim, da ne. Mislim, da je isti premislek. Kako pa si potem predstavljate gospodarsko močnejšo Evropo? Kaj pa predlagate potem? Torej problem je, to sem na začetku zelene industrije. Evropa dejansko nima gospodarske strategije razvoja in mislim, da bi to morala imeti. Predvsem industrijsko strategijo, za katero bi tudi zagotovila sredstva. Torej, seveda obstajajo neka sredstva, kohezijski skladi, ki sicer infrastrukturo financirajo, ampak nekih resnih... Ne obstoja neka kohezijska sredstva, ampak kar velika, zajetna, pa Junckerjev program in tako naprej, pa to še vedno ni dovolj. Infrastrukturo neproduktivnim investicijam, je tu zelo velika... Kaj pa mislite o skupnih projektih, kot je recimo Airbus, ki se je pokazal kot zelo uspešen evropski skupni projekt? Se vam zdi, da bi morali imeti več takih projektov? Ja, spodbujanje sodelovanja je vsekakor lahko koristno, kar pa mislim, da je nekaj drugega kot zaščita interesov na zvene. Kar smo videli zdaj, recimo pred kratkim v razpravi o direktivi o avtorskih pravicah na skupnem digitalnem trgu, ki je šla, mislim, da pod vplivom evropskih založnikov sprejela neko rešitev, ki je konec koncev šla za 13. členom v škodo uporabnikov interneta. Tukaj se pripravlja evropsko regulativo proti tem velikim digitalnim podjetjem. Jaz bi prosil morda še kakšnega, da se... Pa mogoče nadaljujemo. Jaz bom sicer debato obrnila za 180 stopinj, kar se bom vrnila na tisto prvo vprašanje. Predvsem iz tega razloga, oziroma po eni strani iz tega razloga, ker seveda nisem gospodarstvenik in se v tej družbi lahko kvečem od vas očimi, ne obratno in si ne bi drznila v podrobnosti na tem področju, čeprav seveda z vidika vrednote nekih osnovnih načel imam svoje stališča, ampak smo že šli dovolj specifično, da se v to ne bom spuščala. Po drugi strani pa tudi zato, ker seveda druga tema je nekako meni tudi bliže, glede na področje, s katerim se ukvarjam in tiste vrednote, s katerimi se tudi, na katere se osredotočam, ker mislim, da na tem področju lahko tudi največ prispevam glede na svoje izkušnje. Odgovor na vprašanje seveda nimam, mislim, da je to vprašanje za $1 milijon. In teorij je gotovo več, ena je od teh, ki jo je omenil že tudi spoštovani kolega Turk. Seveda, lahko debatiramo o tem, ali so te ideje originalne ali niso, danes skoraj da že več ni originalnih idej. Ena redkih originalnih stvari je ravno ta fotografija črne luknje in to je res že zelo visoko postavljena letvica. Originalne ideje, jaz mislim, da mogoče je razlogov več. Eden je morda ta, da kot sem že prej uvodoma rekla, se pač evropska politika in zlasti politiki v tem trenutku veliko več ukvarjajo sami sabo, s svojimi strankami, z medstrankarskimi boji na nacionalni ravni, morda tudi na evropski, veliko več se ukvarjajo z lastno politično kariero, nabiranjem političnih točk in tudi ta populizem sveti tako ali drugače, tudi med tistimi, ki se morda ne štejejo na ta neke skrajne pole, pa vendarle vidimo populizem tudi že v tem zmernem delu. In to je pač
enostavno pač pozornost preusmerja na napačne stvari, morda zato ni bilo odziva in to ni pravilno, ne? To moramo nekako vrniti fokus na prave stvari in to je dejansko sodelovanje, delovanje in sodelovanje v korist državljanov Evropske unije, v korist teh vrednot, ki jih očitno vsi delimo, ne? Po drugi strani pa mislim, da je problem tudi v tem, da je šlo za ideje. Da je šlo za neko to neki intelektualni klic z nekimi rešitvami na abstraktni ravni, ki so gotovo dobrodošli, tudi danes smo veliko takih predlogov odličnih slišali, ni pa nekih tistih operativnih predlogov. Dominika, če dovolite, to pismo, Macronovo, sem tudi jaz dobil kot državljan Evrope, ne? Ja, in zdaj bi jaz rad videl, kaj je v tem pismu, to, kar je dr. Turk govoril, da se z njim ne strinja, kaj je narobe, kaj pa je v redu. Verjetno vse ni narobe. Zakaj se o tem ne odpre neka razprava, ki bi bila produktivna in bi se stvari premikale naprej. Tako pa, če bomo skozi analizirali, se bomo skozi vrteli na enem istem mestu. Moramo reči, kaj je prav za Evropo, kaj pa mi mislimo, da ni. Saj je to tisto, ampak to je tisti seveda prvi korak. Pa prosim, da se zdaj tudi vključujete, Romana, če mi dovolite, da ne bo zmanjkalo časa, drugače bomo mi, ki imamo mikrofon, uzurpirala ta dogodek, tako da prosim, da se za vprašanje tudi javljate. Jaz bom tukaj samo hitro dokončala v tem smislu, ni dovolj samo odločite se, katere so tiste prave vrednote, kateri so cilji, to je seveda osnovno. Ampak hkrati s tem paralelno morajo biti tudi že pripravljeni plani delovanja. Lahko so različni scenariji in potem več glav skupaj stakne svoje intelektualne kapacitete in iz različnih strok in se dogovori, na kak način, ampak to jaz pogrešam generalno, veliko se govori o teh vrednotah, tudi mi tukaj ne nazadnje. Tisto, kar pogrešam v aktivni politiki, je, da se dejansko pripravi operativni plan, vizija, kje smo sedaj, kam želimo priti, kako do tja priti in najti potem tisti skupni imenovalec, kjer lahko skupaj vsi delujemo v to smer. Res je, teh debat je preveč. Današnja je sicer, recimo temu, razumljiva, ker je pač namenjena nekemu drugačnemu cilju, ampak ko pa se enkrat politike deluje, je pa treba biti operativni. Ampak je sjajno, da sta tle dva predstavnika vlade, se pravi, to boste, čeprav razumem, bomo zdaj naredili eno platformo in bomo, kako bi rekel, s konkretnimi nekimi projekti. Ja, ampak to mora biti tudi, začeti se mora ta zavest pri vsakem posamezniku. Jaz sem nova v vladi, nova v politiki, prej sva s Klemnom oba opozorila, da seveda kot predstavnika vlade imava nekoliko omejen obseg tega, kar lahko poveva, govoriva ali ne, ampak jaz vseeno in to večkrat na glas povem, vsekakor povem tudi v svojem delovanju, zato nisem nujno najbolj priljubljena med kolegi v drugih resorjih, ampak vedno je moje prvo vprašanje, zakaj smo tukaj, kaj želimo, zakaj smo se sploh sestali, ne želim iti sestanka in nič na nov sestanek, kjer se bomo ponovno dogovarjali na tej abstraktni ravni, da se bomo ponovno sestali. To je slovenski nacionalni šport, ki ga opažam. Jaz bi se želela tudi na tej državni ravni, potem tudi na evropski, da se dejansko premaknemo k ukrepu. Upam, da boste imeli priložnost, Upam, da ja, ampak jaz mislim, da tudi to je del razlogov za Macronovo. A lahko ne vem, če vam niso ta všeč vprašanji? Ne. Jaz bom na oba čisto kratko odgovorila, zato ker je pač Emmanuel Macron del naše družine, liberalne, in se seveda zelo veliko ukvarjamo z njegovim gibanjem kot takšnim, ampak seveda tudi s tem pismom, ki ga je napisal, ker on je pač eden izmed zelo redkih in zdaj mi ne pride na misel nihče, ki je v zadnjih letih sploh kaj takšnega napisal. Se pravi, da sistem dan danes, seveda, če ne tvitaš, in to ni samo, 200 znakov, ampak je pač morda ena cela stran, seveda te lahko bolj napadajo in to se je tudi zgodilo. Ampak nič hudega, tako pač je. Živimo pač v časih, ki so malo manj, se ukvarjamo z velikimi vizijami in bolj s tem, da se morda malo preveč, kregamo eden z drugim. Tako da jaz se strinjam z njegovimi predlogi, seveda ne čisto v vsakem detajlu, ampak je ena vizija, ki je ena baza za eno debato. In tako bi to komentirala. Kar se pa tiče vašega drugega vprašanja z ozirom na strateški pristop, smo se pa s tem ukvarjali ravno v zadnjih letih dostikrat. Eden izmed teh poročil je bil v okviru tujih investicij, beri Kitajska,
kjer smo se seveda ukvarjali s tem, kako to organizirati in so države članice imajo zelo različne pristope. In moram reči, da so naprimer Češka je bila najbolj nasproti temu, da bi bili katerikoli pristopi, ki bi bili, ne vem, pač neke vrste varstvo. Se spomnite, kako je Slovenija? Ne, se ne spomnim, ker nisem imela veliko stikov v tem kontekstu. Moram pa reči nekaj drugega. Jaz sem poročevalka programa Digital Europe. To je 9,2 milijard evrov, to je en izmed naslednjih programov Horizon Europa. In jaz sem v bistvu predlagala strateški interes s tem, da imamo v bistvu 5 ciljev. En cilj je Artificial Intelligence, drugi je Cyber Security, Digital Innovation, Hubs in pa Digital Skills. Se pravi, tam sem jih pa prepričala, svoje kolege in na koncu tudi svet, da smo se strinjali s tem, da imamo tukaj kot Evropska unija en strateški interes zaščititi vsaj pomoč, ki jo damo na voljo našim državam članicam, da to ne gre kar tako v 3 dni tudi v podjetja, ki niso v večinski lasti evropskih lastnikov. Hvala. Gospod Groš, Zelo na kratko. Sam en stavek, prosim, 2. Na Inštitutu Jožef Štefan smo vam hvaležni, ker delamo na vseh teh področjih. Drug stavek pa je, da morda poleg Macrona vključite tudi, če imate mnenje, vizijo AKK in pa tudi Junckerja, ki je nekaj, čeprav mislim, da je bilo tako slabo, da zaradi tega komisija kvečemo izgubila na ugledu. Gospod Grošelj pa gospod Tomc, potem pa smo rekli, da bo dala še... Zelo na kratko, omenili ste Airbusa. Lejte, Airbus je primer, zakaj se Airbus tako uspešno brani na evropski ravni. Zato, ker ima vsaka država, če gledate genezo Airbusa, je to evropsko podjetje. Ko govorite vi o Siemensu, pa Alstomu, o konkretnem primeru hitrih vlakih, so to dva francoski pa nemški nacionalni prvaka. Se pravi, zakaj bi zdaj postalo vprašanje na evropski ravni, kako braniti 2 podjetji, ki sta izrazito nacionalna favorita. Če tisto, kar je pomembno, to je tudi problem Evropske unije in mi govorimo o konsenzu in tako naprej. Lejte, bom dal en primer, ki mi je zelo blizu, recimo projekt PESCO. Kako lahko na eni strani, bomo rekel, zagovarjamo skupne evropske vojaško-industrijske projekte, hkrati 2 največji državi vajata izven istega okvirja lastne projekte in potem prideta k tej isti Evropski uniji za pobudo zaščitite 2 pomembna naša industrijska koncerna. To je tisti problem. Države članice morajo enostavno začutiti, da so vsi ti industrijski prvaki evropski. In to je tisti problem, ki ga mi imamo. Se pravi, države, ko bodo vse članice dejansko vključevale svoje te prvake na evropsko raven, jih bo Evropska unija oziroma celotna Evropska skupnost tudi temu primerno branila na globalnem trgu. In to je primer Airbusa, je šolski primer o tem spopadu z Boeingom. In tega je treba več. Gospa Romana Tomc, lepo pozdravljam. Hvala lepa. Tudi jaz bom pokomentirala obe 2 temi. Pred nedavnim sem eno staro revijo odprla, v kateri je bil članek o Macronu in kjer je bil z velikimi masnimi črkami napisan naslov, kdo je človek, zaradi katerega si je oddahnila cela Evropa. To je bilo 1-2 leti, ali 3 leta, koliko časa nazaj, ko so analizirali še te prve zelo optimistične napovedi, kaj vse bo Macron naredil, pa pač Macron ostal bolj na besedah in obljubah, doma pa ima pač situacijo rumenih jopičev. Skratka, ta deficit med tem, kaj govori in kaj se mu dogaja, je zelo velik. Da ne govorimo o tem, da je morda ubral malce nenavaden način dostopanja do državljanov in državljanke Evrope, kar sicer ni nič narobe, pa vendarle. Kar pa zadeva gospodarstvo, če lahko še malce to pokomentiram, ker sem se v tem mandatu zelo veliko z gospodarstvom ukvarjala, sem v tem odboru namreč za ekonomske zadeve, tudi pred 1 mesecem sem sedela tukaj na gospodarski zbornici skupaj s slovenskimi transportnimi podjetji, kjer smo se dogovarjali o zelo konkretnih zadevah, ki smo jih tudi sprejeli zdaj na plenarnem zasedanju. Sem velika zagovornica in sem tudi sodelovala zelo konkretno pri oblikovanju TTIP-a
pač neslavno propadlega trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami. Žal mi je, da je to padlo v vodo. Bi bilo boljše, če bi mi takrat podpisali ta sporazum. Mene so vsi napadali kot ne bodi ga treba, ki podpira takšne škodljive trgovinske sporazume. Mislim, da je to dobro za gospodarstvo, ki potem poganja naprej našo socialno državo in tako naprej. Sem tudi proti, načeloma, na načelni ravni proti in vedno zagovarjam odprto gospodarstvo, sem proti protekcionizmu, sem za pošteno konkurenco. Do neke mere, dokler ne gre, tako kot je Žiga rekel, za ozadje, ki morda ni povezano samo z gospodarstvom. In če pogledate, kdo so lastniki največjih evropskih pristanišč, potem vam bodo marsikatere stvari jasne. Ker počasi s kitajsko strategijo vi z Altmajerjem, s njegovim programom, sigurno ste seznanjeni, se vam zdi, da je nekaj takega ena država, kot je Nemčija, sme imeti oziroma mora imeti? Glejte, mi vedno navijamo za Nemčijo. Naša največja trgovinska partnerica je Nemčija. 20% našega izvoza gre v Nemčijo. Enako največ iz Nemčije uvažamo. Že pregovorno pravijo, če Nemčija, ki jih ne, mi dobimo pljučnico. Tako da nekako z tega vidika smo bolj naklonjeni ukrepom in držimo pesti, da bo Nemčija ostala gospodarska velesila. Pa tudi minister za gospodarstvo bo mogoče kaj rekel o tem, da je to za Slovenijo verjetno v redu. Ampak razvoj znotraj Evropske unije mora biti uravnotežen. Ne moramo dopustiti samo eni državi, da bi prevladala in da bi na nek način postala monopolist. Monopolist, dobro, Nemčija je toliko večja. Znotraj evropskega trga monopolist z vsemi temi regulativami. Eno so besede, drugo so dejanja. V zadnjem času, v zadnjih 2 letih se za lepimi besedami, kako postaviti več socialne Evrope, kako postaviti više standarde za zaposlene, kako večjo konkurenčnost vzpostaviti, skriva tako prefrigan protekcionizem največjih držav, ki sprejemajo v bistvu pod krinko tega, da bodo naredili nekaj dobrega za zaposlene, zvišali standarde na ta nivo, da jih vzhodnoevropske države nikoli ne bodo mogle doseči. S tem načinom so na lep način odpravili konkurenco na svojem trgu. In to se je dogajalo točno to pri Mobility Package, pri Posting of Workers in tukaj znotraj Evropske unije v parlamentu je čedalje bolj očitna delitev, ne tako po političnih skupinah. Trump teh težav nima, pa je to, kar pravi Altmaier, je prav nedolžno v primerjavi s tem, kar govori Trump ali pa s tem, kar ne govori Xi Jinping pa dela. Se mi zdi, da smo mi, dajmo to pustiti odprto za razmislek, za nadaljne pogovore. Skratka, delitev na vzhod in zahod, če s tem zaključim, je zelo, zelo očitna. In če dalje večja. In poizkusi razvitega Zahoda za to, da postavi pač vzhod še v slabši položaj, kljub temu se vzhod še vedno, zdaj ta delitev je mal absolutna, ne tako jemati. Ampak eden izmed poskusov je tudi, opozarjam na to, v naslednji perspektivi zmanjšanje kohezijskih sredstev za vzhodno regijo, s katero bi prizadeli vzhod, da se ne bi tako pospešeno prilagajal Zahodu. To pa je zelo slaba informacija. Gospod Turk, vi ste sam eno intervencijo, ne rabite več. Hvala. Toliko zanimivih vprašanj še imava. Razvojna država, podjetniška država, prioritete Slovenije, kje naj bi bila skupna slovenska platforma, ampak ne bova. Jaz bi odprla prostor zdaj za diskusijo oziroma, če ima kdo kakšno vprašanje. Očitno bomo morali še organizirati tovrstne dogodke,